Danes bi rada predstavila napitek iz svežih oljčnih listov, imenuje se Olive, takšen napitek. Kako sem ga našla, ali bi kar rekla, kako je ta napitek našel mene. Že vse svoje življenje se ukvarjam z zdravjem, iščem rešitve, kako lahko pridemo do več zdravja. In konec lanskega leta je do mene stopila prijateljica Liljana in je rekla: Vlasta, a si upaš? Kaj mi si upam? Je rekla: imam en napitek in se mi zdi, da je zanimiv. In ker sem taka budna in večna raziskovalka, sem rekla: seveda. In sem začela z 2 steklenicama. Niti nisem veliko spraševala, kaj vse notri je, zakaj, kako. Sem poskusila res samo začutiti ta izdelek. In čez čas, 14 dni, ona mene vpraša, so kakšne spremembe? Ne vem, jaz živim zdravo, nimam nobenih situacij, ampak potem, ko je malo spraševala, ko je šla globlje, ali je mogoče čutiš kaj drugače s prebavo? Jaz rečem: ja, se res, jaz grem 3-krat na dan na veliko potrebo, kar pomeni, telo se čisti. In potem, kaj pa energija? Ne vem, jaz imam vedno dovolj energije, ampak ja, bilo je drugače. Težko je opisati, ampak čutiš neko tisto notranjo moč, kot bi rekel: aha, telo je čisto in zdaj res lahko potegnem iz sebe tisto, kar nosim v sebi. In seveda se ni ostalo samo pri 2 steklenicah, se je nadaljevalo. In danes bo že leto dni, odkar uživam ta izdelek, še nekatere druge, ampak lahko rečem izjemno. Veliko izkušenje, veliko dobrih informacij, dajmo si podeliti vse dobre prakse in predvsem pa dobro skrbimo za svoje telo, to je res edini kraj, v katerem prebivamo. Mogoče za začetek bi še rada to povedala, ne Uroš, ne jaz, nisva iz medicinske stroke. Rečem pa, da sva človeka dobre volje, dobre energije, ki želiva koristne informacije prenesti dalje. Bi rada povedala, oljka je res drevo dolgoživosti. V stari Grčiji, če si posekal oljko, so ti sodili, kot če si nekoga ubil. Tudi je napisano. Bi pa rada še to povedala, da slišala sem pred nekaj dnevi, ena gospa je rekla: oljka je kot mama, vedno te sprejme. Kamorkoli greš in greš drugam, vedno se lahko vrneš k njej in te bo sprejela. A trta je kot žena, če jo zapustiš leto dni, ne vračaj se k njej, ne bo dobro. Danes bomo govorili o oljki, o drevesu dolgoživosti, govorili bomo o podjetju Evergreen Life, ki pravi, da ima moč narave za več zdravja, dotaknili se bomo polifenolov. Uroš, prosim, in hvala še enkrat, da smo lahko tukaj. Hvala tebi, Vlasta, za tako lep napovednik in pa hvala vam, da ste prišli in da se lahko v tej uri danes ne samo soočimo spet nekateri znova in znova, z drugimi prvič. Namreč govorili bomo o polifenolih in podjetju Evergreen Life, ki je, bom rekel, edino na svetu uspelo sintetizirati izvleček iz svežih oljčnih listov in ga tudi patentirati na poseben način, in o tem bomo govorili. Namreč podjetje Evergreen Life Products je ustanovljeno leta 2011 z namenom, da proizvaja in distribuira Olive napitek, ki je narejen iz olivuma in pa iz izvlečka iz svežih oljčnih listov. Olivum je patentiran izvleček iz svežih oljčnih listov, ki je patentiran pri Ministrstvu za gospodarstvo Republike Italije. To je predsednik podjetja, gospod Livio Pezle, pripravil leta 2014 in, bom rekel, ta izdelek tudi patentiral. Ministrstvo za zdravje Republike Italije je pa dovolilo, da se ta izdelek trži na področju Evropske unije kot prehransko dopolnilo, ki, bom rekel, ima 4 ključne oziroma 5 ključnih elementov in zmožnosti na naš organizem. Da je močan antioksidant, da uravnava krvni tlak, da uravnava holesterol, da, bom rekel, normalizira krvni obtok, to pomeni, da uravnava
obloge na stenah žil in s tem preprečuje aterosklerozo, ter da, bom rekel, zagotavlja normalen krvni obtok. To govorimo o 93.000 km žil v našem telesu pri odraslem človeku. To je kar nekaj. Prek žil pa dovajamo, bom rekel, kisik vsem našim organom. Če primerjamo napitek Olive in pa, bom rekel, priporočljivo dnevno dozo, ki je 70 ml, je enako, kot bi popili 2 litra sveže stisnjenega oljčnega olja. Kaj pomeni enako, kot bi popili 2 litra sveže stisnjenega oljčnega olja? V olivumu je približno 30-krat več topnih polifenolov, kot jih dobimo v oljčnem olju. Tej polifenoli, kot so oleuropein, tirozol, hidroksitirosol in drugi, 260 jih je takih, ki so topni v vodi in jih dobimo iz svežih oljčnih listov, bom rekel, pripomorejo na naš organizem na ta način, kot bi naenkrat popili 2 litra sveže stisnjenega oljčnega olja. Pa zdravniki pravijo, da je žlica oljčnega olja na dan zdravo. Predstavljaj si ti 2 litra sveže stisnjenega oljčnega olja. Tako moč ima, bom rekel, ta napitek. Napitek je, bom rekel, kot sem že omenil, uravnava holesterol, se pravi, znižuje tistega z nizko nasičenimi maščobnimi kislinami in pa, bom rekel, dviguje tistega z visoko nasičenimi maščobnimi kislinami. S tem, bom rekel, vpliva na to, da je uravnovešen naš holesterol in da je v mejah normale. To pomeni, da tudi ukolikor je ta previsok, ga znižuje. Aktivna zaščita žil, kot sem že omenil, ne pripomore samo k temu, da preprečuje aterosklerozo, temveč pripomore tudi k temu, da uravnava krvni tlak. Namreč elastičnost žil, ki jo zagotavlja oleuropein, je tista snov oziroma tista molekula, ki, bom rekel, potem vpliva na celoten organizem. Krvni tlak je zelo pomemben, da je v primernih vrednostih. Potem je uravnavanje krvnega sladkorja. Oleuropein spet je ta molekula, ki, bom rekel, spodbuja delovanje insulina. Ne si bo tistega, ki ga izloča naše telo samo, se pravi endogenega, kot tistega, ki pride vnešeno v naše telo s pomočjo aparata oziroma kakšnih drugih tablet ali injekcij. Torej pomaga pri obeh tipih diabetesa, in tipu 1 kot tipu 2, ki, bom rekel, je prizadetih večina ljudi na tem svetu s tipom 2. Posledica, ja, znižuje kilograme, vendar na to vpliva tudi hladilnik, ne samo Olive. Če je hladilnik po 7 zvečer zaprt, je potem verjetnost, da bomo izgubili maščobna na trebuhu toliko večja. Odpravlja celulit na ta način, kako? Namreč celulit se nabira v podkožnem tkivu, v maščevju, tik pod kožo, v obliki, bom rekel, nesnage, v obliki težkih kovin, ki se nabirajo v našem telesu, v tem maščobnem tkivu in, bom rekel, se prikazuje kot podobno pomarančni koži. S tem, ko čistimo to iz našega telesa, se tudi odpravlja celulit. Premaguje utrujenost. Večina ljudi trdi že po 2 steklenicah, da je njihova energijska raven višja. In pa spanje se spremeni. Že po 2 steklenicah približno se, bom rekel, spanje spremeni v tem kontekstu, da je trdnega oziroma REM spanja bistveno več kot pred uživanjem tega napitka. Čiščenje telesa, predvsem govorimo o pH ravnovesju, namreč z vsemi stvarmi, ki jih jemo čez dan oziroma ki jih skozi leta uživamo, je naša tendenca telesa k zakisanosti. Olive pa dviguje pH in torej sili naše telo v nevtralno območje in s tem vpliva na to, da je naše telo, da deluje v primernem okolju, v pH okolju. Čiščenje jeter in pa, bom rekel, odvajanje sečne kisline, tu govorimo o delovanju jeter in pa delovanju ledvic. Pri obeh primerih so znanstveniki dokazali, da je z hidroksitirosolom in tirosolom, katere molekule so v tem napitku in tudi v visokih količinah, govorimo pol grama hidroksitirosola na 1 liter, je v tej
steklenici in pa 3,2 grama oleuropeina na 1 liter. Se pravi, govorimo o zelo močnih molekulah, ki, bom rekel, vplivajo na delovanje in ledvic in jeter. Kar je pa, bom rekel, na znanstveni sferi ne samo dokazano, temveč tudi raziskovano. Do danes več kot 16.500 znanstvenih študij so izvedli po celem svetu različni znanstveniki za različna bolezenska stanja in iskali rešitve, na kakšen način aplicirati pri zdravljenju posameznih bolezni. Obnavlja kožo, ja, to bom ponudil še eno stvar v tem trenutku okoli. Med drugim je Evergreen Life skrbi tudi za celotno zdravje našega telesa in med drugim tudi kože. Tole je krema, si jo lahko enostavno briznete na kožo, kjer želite in razmažete. Primerna je za obraz oziroma za cel organizem. Pa jo dam naprej, pa mogoče boste poskusili. Jaz sem si jo dal, tako da vam dokažem, da ne bo nič hudega. Olive oziroma olivum vpliva tudi na delovanje možganov. Vpliva na naš spomin in zbranost. Namreč tirozol je tista molekula, ki poleg vitamina B1 vpliva na, bom rekel, izločanje monoaminov. Monoamini so pa prenašalci živčnih impulzov. Le-ti vplivajo na izločanje hormonov. Hormoni so tisti, ki nam dajo, bom rekel, posamezna stanja, ali veselja, ali zadovoljstva, ali nezadovoljstva. Naprimer, pri izločanju dopamina, noradrenalina, serotonina pridemo do nekega dobrega počutja, splošnega dobrega počutja in veselosti. Že en tak primer je, če se sprehodimo mimo sveže pečenega kruha v pekarni ali krofa, ne vem, kar pač nekoga spodbudi v neko veselje. In je, bom rekel, brez da bi to jedel, se to avtomatsko zgodi. No, o tem govorim. Upočasnjuje staranje. Ja, staramo se vsi in s časom bomo prišli do svoje točke, ko bomo bili dovolj stari. Ampak upočasnjujemo lahko to na nek način, ki mu rečemo, da preprečujemo prostim radikalom, da počnejo škodo v našem telesu. In zaradi tega, bom rekel, se lahko hitreje staramo. Če govorimo o prostih radikalih, oziroma bom kasneje o tem govoril, odpravlja zaprtost, se pravi, ureja tudi našo male možgane, kot jim rečem. Črevesno floro zagotavlja, zato da se, bom rekel, vse dogaja pravilno v našem telesu. Širi bronhije, ne samo bronhije, pomaga razsluzevati pljučne mešičke. Namreč večkrat slišite zdaj v teh trenutkih, ko, bom rekel, različne reklame o sirupih za izkašljevanje. Kaj to pomeni rečijo sluz? No, v našem primeru je rutin tista molekula, ki, bom rekel, reči sluz in jo razsluzuje pljučne mešičke. Zato se potem je višja absorpcija kisika in tudi saturacija v krvi je višja. Pomirja razdraženo črevesje, se pravi, deluje antispazmatično. Zakaj? Zato, ker antioksidanti, ki so v tej steklenici, in če jim rečem, antioksidante merimo v orakenotah. To je, bom rekel, splošna mera, kakor je meter za dolžinsko mero, je orak z antioksidante. No, tle noter v tej steklenici je 40.000 orak enot antioksidantov. Če primerjam to s C-vitaminom, 1 gram C-vitamina predstavlja 2000 orak enot antioksidantov. Torej je tle noter, kot bi bilo 20 gramov C-vitamina. Naše telo ni sposobno v 14 dneh absorbirati 1 gram C-vitamina, ker je, bom rekel, potrebno prevelika količina maščobe, zato da ga lahko sintetiziramo. Je vodotopen vitamin, vendar rabimo za našo presnovo in da absorpcijo v telo rabimo maščobo. Zato je, bom rekel, težje. Medtem ko absorpcija Olive-a se zgodi že v 15 minutah po zaužitju. To je, bom rekel, tista kompatibilnost oljke in človeka in govorimo, več kot 75% genoma oljke je kompatibilnega za genom človeka. Pri ledvičnih bolnikih oziroma pri delovanju ledvic je ne samo, da se zgodi diuretično delovanje čez čas, temveč se zgodi, da se začnejo ledvice pravilno obnavljati oziroma pravilno delovati.
Kaj to pomeni? Mi naše ledvice sfiltrirajo vso nesnago, smo sestavljeni iz vode, celica je pač sestavljena iz opna, vode oziroma citoplazme in pa jedra. Te citoplazme oziroma vode je pa več kot 70% v celici. Zaradi tega govorim, da je potrebno v naše telo, tudi zdravniki pravijo, več kot 3% telesne teže vnašati čez dan, vsak dan sproti vode. Če je še ena zanimiva informacija, približno 3/4 litra vode čez noč nam izhlapi skozi dihanje. Približno. Ali pa kožo. Zato je potrebno vnašati v naš organizem dnevno tako količino vode. Lastnosti olivoma nevtralizira škodljive proste radikale. Prav zaradi delovanja antioksidantov, ki, bom rekel, nase vežejo te atome, ki nimajo več naboja, ne negativnega, ne pozitivnega, in zato jim rečemo tudi prosti radikal, se pravi ostanek, fragment, bom rekel, molekule, ki je v našem telesu razpadla, pa ne si bo to na najbolj plastičen in enostaven način povedano, da je vodikov atom, ki je sestavljen z 2 vodiki in enim kisikom molekula vode, največkrat se absorbira v OH skupino in pa prosti radikal vodika. Ali pa O2 kisik, ki ga vdihujemo, se največkrat en kisik oziroma en atom kisika v obliki prostega radikala spusti v naše telo. Ta oksidativni stres, ki mu rečemo kot ostanek, prevelika doza prostih radikalov, pa povzroča staranje oziroma povzroča poškodbe celic. Zakaj? Zato, ker ostanki takih atomov puščajo za sabo tudi ostanek vezi med molekulami oziroma med atomi. Ali so to kovalentne ali ionske, je to zdaj nepomembno. Pomembno je to, da te štrclji poškodujejo steno celice, ki rečemo opna, ali pa balonček, ki drži vodo. In takrat celica začne propadati. In kadar začne celica propadati, govorimo o vnetju, ki je, bom rekel, če jih je malo teh vnetij, nepomembno. Ja, smo že pri polifenolih pa prostih radikalih. Hvala, Uroš. Prosim. Jaz bom mogoče samo malo povedala v razumevanje, ker učimo to poglavje, kaj so prosti radikali. Uroš je lepo povedal, tisti atom, ki se je izgubil in ga ni več. Ne? In mi vsak dan dobivamo, in da si zelo plastično lahko prikažemo, ne? Normalna celica, Uroš je rekel, ima močno opno, je napeta kot eno jabolko, ko ga svežega utrgamo in vidimo, to je zdravo jabolko. Čim pridejo prosti radikali, ko napadejo, poškodujejo, kot bi jabolko že začelo zgubljati svojo formo in ni nam preveč všeč, ne? Nismo takoj, da bi ga pograbili. Če pa zapustimo, da še se uničuje, potem pa se zgodi oksidativni stres in kot bi bila sama gnila jabolka, in do tega pride potem, da naša celica nima več funkcije. Začne se staranje, propadanje in začnejo se tudi bolezni. In dobro je, da mogoče vsaj malo si osvežimo, kje nastanejo ti prosti radikali, zakaj, kako se pojavljajo. Ljudje kar pozabimo, da je treba zaščititi naše telo. Ja, poglej najprej, kje je vzrok. Ne? In preveliko UV-sevanja, reče močno sonce, če so močni sončni žarki, to povzroča da se prosti radikali sproščajo. Če je onesnaženo okolje, ali avtomobili, ali kakšne tovarne. Saj vemo, ko gremo na kakšen sprehod, pa smo v naravi, pa gre en z motorjem mimo, mopedom pa nam smrdi. Kaj šele, ko smo v mestih. Če veliko delamo za računalnikom, štrkamo po telefonu, gledamo televizijo, ne odmaknemo te modre svetlobe vsaj 1 uro, preden gremo spat, tudi poškodba celice. Procesirana hrana, danes je velik problem, veliko jo je, mamljiva je, radi si jo paše enih 15 sekund, ko je tak dober občutek, ampak za naše telo ni dobra in ravno tako ne alkohol, cigareti in pa stres. In tukaj, kot sem povedala, midva nisva iz medicinske stroke. Ne moreva razložiti, kaj je v medicini, želimo pa poudariti, da lahko izkoristimo en tak napitek, saj meni je koristil, ampak je zelo pomembno, da mi skrbimo za zdrav življenjski slog. Kaj pomeni zdrav življenjski slog? Uravnotežena prehrana. Okay, zdravi moramo biti mi, prehrana naj bo uravnotežena. Kar pomeni, poglejmo, katera hranila bomo vzeli, takšna, ki nas podprejo, ker hrana je energija. Vključimo gibanje.
10 minut na dan že naredi spremembo, ampak vsak dan, da ne govorimo pol ure. Dovolj hidracije, da imamo tudi meditacijo oziroma čuječnost ali pa počitek, da si vzamemo čas zase, da redno pregledujemo, kaj se dogaja z našim telesom, opravljamo kakšne meritve. In če smo rekli, da so ti polifenoli tisti, ki te radikale umaknejo, dajmo pogledati, kje so. Zeleni čaj, grozdje, granatno jabolko, borovnice, temna čokolada, ne mlečna, 70% kakava, robide, maline, jagode in največ vse, kar daje naša oljka. Olivno olje, oljke, tudi zdaj smo dobili ta napitek, jaz sem presrečena, da ga nisem prej spoznala, ne vem, pa sem celo življenje vezana z zdravjem. In velikokrat se nam pojavi vprašanje, kaj pa lahko kaj spremenim, kako naj začnem. Dajmo biti drzni, dajmo si dovoliti, vzamemo si 10 minut pogovora s sabo, poglejmo, kdo želimo biti, kaj želimo biti. Če ne vemo sami, poiščimo pomoč, ampak važno je, da začnemo, da skrbimo za svoje telo. In danes, ker govorimo o izdelku Evergreen Life, z Urošem sva se odločila, da ene 3 izdelke predstaviva. Pa mogoče preden bo Uroš govoril o prvem izdelku, napitku, ker je tudi že kar veliko povedal o njem. Ko sem jaz pogledala ta izdelek, mene so kupili polifenoli, res ubijalci prostih radikalov, in to mi je bilo všeč. In rekla sem, dovolila sem si poskusiti, nisem imela nekih posebnih izzivov s svojim zdravjem, ne sladkorja, ne pritiska holesterola, na srečo, ampak zgodilo se je čiščenje, 3-krat na dan tudi sem šla na veliko potrebo, po mesecu dni pa pol opazila sem, koža je postala gladka, mehka, pomeni jetra so začela delati. Ugotavljam, da veliko energije, ne vem, sem živa, ne, dobro se počutim v svoji koži in zato z veseljem priporočam dalje. Uroš, mogoče še en tak povzetek. Ja, tako kot smo že na začetku rekli, govorimo o ekskluzivnem napitku iz svežih oljčnih listov. Patentiran je namreč olivum. Olivum je izvleček iz svežih oljčnih listov, v tej steklenici ga je 93%. 7% vsebine pa predstavlja še izvleček iz posušenih cvetov ognjiča. Ja, vpliva na jetra in prebavila, to piše na steklenici, kot claim, ki ga je Evergreen Life in tudi Ministrstvo za zdravje Republike Italije potrdilo, piše, da presnavlja lipide. To pomeni, da presnavlja maščobe in s tem, bom rekel, vpliva na holesterol, na nivo holesterola v našem telesu. Piše, da je močan antioksidant kot prvi claim. Piše, da presnavlja ogljikove hidrate, ki razpadejo na enostavne oziroma sestavljene sladkorje. Torej vpliva na, bom rekel, ne si bo diabetes tipa 1, tipa 2 in preddiabetes, tudi na tiste, ki, bom rekel, še niso oboleli. Vpliva na stanje ožilja. Zakaj? Zato, ker oleuropein je tista molekula, ki se da med plake, ki se nabirajo na stenah žil in med žilo. In tako počasi odmakne, bom rekel, kalcinacijo žil, to pomeni, se počasi odpravijo vzroki za krčne žile in tudi krčne žile izginejo. Hkrati pa vpliva tudi na, bom rekel, ker odpravlja te plake, vpliva tudi na krvni tlak. Se pravi, uravnava krvni tlak. Napitek je po 15 minutah prisoten v naših laseh, očeh, se pravi, sinteza v naše telo je takojšnja. Kaj lahko še o njem rečem? Ga imamo v različnih oblikah. Ta je, bom rekel, tista klasična oblika in s to obliko, bom rekel, sem se prvič soočil leta 2020, 28. januar. Potem je, bom rekel, Evergreen Life z postopki hidrolize in pa atomizacijskimi postopki prišel tudi do praškov, ki jih sabo nimam, vendar je, bom rekel, namen tega zato, da se lahko odstrani vodo iz te steklenice in ohrani molekule žive. Bistveno je, da imamo tirozol, hidroksitirozol, vse ostale molekule, ki jih je več kot 260
v nespremenjenem stanju in da so žive. Kaj pomeni žive? Pomeni, da jih naše telo lahko absorbira takoj. Sta dva okusa, eden je zero, sem ga ponudil na tej steklenici, pomeni, da nima dodanega limonjega soka. Če nima dodanega limonjega soka, nima vzroka, da bi imel sladkor. Sladkor v tem primeru v limonjenem soku nastopa kot fruktoza. Se pravi, enostaven sladkor, vendar ga je treba zavesti, ker pač fruktoza je sladkor. Eni ga uživamo z vodo, drugi samo čistega tak, kot je. Bistvo pa je, da ga uživaš vsak dan in da ga uživaš vsaj 3 mesece. Zakaj 3 mesece? Zato, ker v 90 dneh se obnavljajo večina naših celic. In s tem, vplivamo na, ne samo pH stanje našega telesa, temveč tudi na spremembo delovanja naših organov in pa, stanja našega telesa. In s tem vidimo prve rezultate, ki se pokažejo na koži, kot smo rekli, na energijskem nivoju ter na, spanju. To so, prvi vtisi, ki jih človek dobi, ko začne jemati ta napitek. Ni nujno, da je tako. Če ima človek, huda ali, posamezna bolezenska stanja, ki so, močnejša oziroma ki pomenijo težavo temu človeku, se najprej, delovanje vseh teh molekul usmeri na oboleli del organizma. Se pravi, ciljno delovanje je delovanje na celični ravni. Pravi, če ima nekdo močno vnetje v telesu ali, bom dal poleg nekaj primerov, bomo videli, boste videli, da je tisto bilo delovanje fokusirano na celičnem nivoju, na ta način, da je najprej saniralo tiste poškodovane dele telesa, ki so bili izpostavljeni oziroma ki so bili v tem trenutku poškodovani. Meni je všeč, ker je brez glutena, laktoze, maščob, kar nekateri ljudje imajo težave. Všeč mi je, ker je veganom prijazen, seveda rastlinskega izvora, mene pa najbolj inspirirajo rezultati. Nekaj jih bom predstavila. En mlajši moški imel težave, dal je testirati kri na pregled in znižal se mu je krvni sladkor, znižal se mu je holesterol. To so stvari, ki so mi jih poslali. Gospa naredila se je prebavo, imela je težave z zaprtjem, še vedno vozi avto, energijo ima. Gospa, ki je napisala, mož ima amputirani obe nogi, ni napisala tukaj, ampak vam povem. Po uživanju, ko je začel, on zvečer je dobro zaspal, celo noč dobro spal, veliko energije, zjutraj se je zbudil, in opoldanskega inzulina si ni več dajal. Tukaj druga gospa, prej je šla na 3 do 4 dni na veliko potrebo, sedaj 1 do 2-krat. Znižala si je tudi holesterol, odkar ga uživa. Potem spet gospa, 86 let stara, 30 let je imela težave s krvnim pritiskom, jemala tablete. Po uživanju Olifea danes je lahko brez tablet. Potem spet tudi mlajša punca, velike težave z nespečnostjo. Opazila je, da je po 14 dneh koncentracija veliko boljša, spomin tudi. Psihično stanje je boljše in stabilnejše in mož se je tudi poškodoval Achillovo tetivo. Ne vem, kako je sama prišla do tega, da vsi obkladke pravi, da je bilo boljše. Potem je še druga, še ena mlajša, tudi arhitektka, pravi, da zadnje 2 mesece zahteva delo velike mentalne napore in res mi pomaga pri zbranosti in energijsko jo boosta. Potem tudi meni ta zelo zanimiva prijateljica, urgentno so odpeljali vnetje trebušne slinavke v bolnico. 5 dni brez hrane, brez vode, samo infuzijo je dobivala. In jaz, ko sem jo videla, ko je prišla z bolnice, ona je komaj prišla do vrat. Mislim, res tako, začela je z uživanjem. Po 10 dneh, ko sem prišla do nje, ona je bila živa, seveda ni bila še ampak tako živahna. Drugače je hodila, vsak mesec je merila 4 mesece, vsi parametri so se v roku 4 mesecev spravili. Potem spet naročila bi še 2 steklenici, ne pomaga, urodila se je prebava, napihnjenost, dobim več energije, koža je v boljšem stanju in pa spet
ena druga, tudi dobra trditev spet, kako gospod star 73 let si je tudi uredil, tudi imel je težave s kožo in potem so prišli boljši rezultati. Bomo še o tem tudi kaj govorili, pa vem, da vas je nekaj tukaj, ki imate dobre rezultate. Potem pa še kolagen boost. Meni zelo drag izdelek, ste poskusili. Kolagen boost pomeni, da se začne proizvodnja kolagena v našem telesu. Kaj je meni všeč pri tem izdelku? Prvič je dobrega okusa. Poskusili smo ga, če ste kdaj poskusili kakšne druge kolagene. Spet mi je všeč, ker je veganski, je brez glutena, brez laktoze, spodbuja naravno proizvodnjo, sestavine pa sploh zelo enostaven, ena merica v skoraj 2 deci vode, popijemo enkrat na dan. In to so tiste spojine, ki jih vsebuje glicin, alanin, argin, asparganska kislina, vitamin C, cink, niacin, to so B vitamini, vitamin A, riboflavin in biotin. In zakaj je? Ne samo za kožo, nohte in lase, ker ponavadi slišimo kolagen, ampak je elastičnost naših žil. Velikokrat vidimo, da so žile take trde, posebno ko se staraš, ne moreš pričakovati, da boš imel žile kot neki mladenič. Lahko pa pomagamo, da ne zakrnijo zavezi, mišice, da ne pride toliko do poškodb, tudi pri presnovi maščob in pa za naše sklepe, da smo bolj gibljivi. Jaz recimo upravljam, tudi bom povedala, recimo ene meritve z bioskenom in prav pokaže, kje vse nam manjka kolagen. Ne, v katerem delu našega telesa, odlična zgodba. In pa hidratantna obrambna krema, poskusili ste jo. Rezultati bodo povedali, da ne beremo vsega tega, kaj je primer razpokane kože. Vidimo tukaj koža čisto razpokana. Z napitkom in z kremo je postala koža gladka. Prišlo je do zacelitve te poškodbe. Tekla kri, zelo, zelo občutljiva zadeva, tako da jaz sem v bistvu na koncu skoraj 2 leti nosil bele rokavice, ker nisem se mogel dostikrat dotakniti ničesar, ne, tako da že oblačenje z okna je bila težava, ne vem, zapenjanje gumbov na hlačah, sploh ni šlo več, ne, tako da sem si moral hlače dati predelati na zadrgo, ne, če sem imel kje gumbe. Takšna sila je to, ne. In potem sem edino opazil, da takrat, ko nisem nič delal, da rečem fizično, ali na zemlji, ali ne vem, pranje posode, ali kuhanje, ali kakorkoli, da sem imel stik, takrat so se zadeve malo izboljšale. Dermatologi niso vedeli, kaj je, zadeva ni nalezljiva. Seveda probali smo tudi z kortikosteroidi, ni pomagalo, ker po 3-4 mesecih aplikacije tistih krem zadeva je šla na boljše, ampak na koncu je zopet prišlo do ponovitve zadeve in v bistvu ni bilo nobenega odpravljenega vzroka. Sami niso vedeli, kaj je, pravijo samo vlažiti kožo, ne, ampak ni pomagalo, ne, dokler nismo začeli uživati napitka iz oljčnih listov in potem sem začel mazati tudi s to kremo, ne. In danes so roke moje take. In ko sem to pokazal dermatologi, ni mogla verjeti, da je lahko to od tega in danes jaz nimam težav. Ja, se mi minimalno pojavi kakšna malo še razpokica oziroma bolj bom rekel hrapava koža, ne pride pa nikoli več do pokanja, tako daleč, da bi kakšna kri pritekla ven, koliko majic sem si recimo uničil, ne, ker si pač takrat si kaj počohal, pa popravil, pa je bil kaki flek krvavi, ne. Tako da danes moram reči, da sem zelo zadovoljen in ta krema, ki je, ne, je meni univerzalna krema, je pa res čisto za vse. In to je edina krema, ki sem jo kdaj uporabljal, ker in tudi, da ni masna, ne, recimo lahko res takoj sedeš za računalnik, greš avto voziti, ne vem, primeš očala, res nič ne naredi in je tisto pa res je neprijetno občutek, če je mastno kaj, ne, sploh ne, jaz sem pretirano na to občutljiv, ne, masten volan v avtu, ne, mislim, to si ne znam predstavljati, ne. Zelo hitro. Absorbira se tudi v telo 15 sekund, 20 sekund, pa lahko 3 doze, ne, 3-krat stisnemo, je tega dosti, pa se bo absorbiralo, ne. Ja. Kako dolgo pa je to, ne vem, eno obdobje s
Jaz sem potem začel to kremo uporabljati, ker ko sem videl, da so zadeve šle na boljše pri uživanju tega napitka. Seveda to je bila zdaj edina krema, ki je meni paše, mislim tudi tako, da sem jo lahko, ko sem jo probal prvič, rekel, evo, to je najboljša krema na svetu. In sem začel to enostavno uporabljati in mi je bilo tudi blagodejno je delovalo, ne? Ker vse tiste zareze, razpoke, to, če si se bilo kje dotaknil, to je rešilo v male možgane, ne? Peče. To je zadnji zapeklo tako, kot da bi ti iglo nekdo not potisnil. Točno to, pa še to, mislim, da ne govorim, ne, kakve so to bile kolobocije, ne, pri tem, ne. Plus napitek. Ja, zdaj vidim pri sebi absolutno napitek plus krema v tej kombinaciji, ne, tudi znotraj, če ti stvari ne porihtaš, sej, ta je odraz notranjega našega stanja, ne, in sveta, ne, zato se pač nekje tudi na petah, recimo, ne, na nogah je bilo meni tudi ekstremno, ne, pokanie kože, sploh v poletnih mesecih, ko smo tudi več bosi in tako da vam povem, da sem tudi recimo po Varki ali pa kje hodil v zoknih, ne, poleti, ne, ker je bilo toliko občutljivo. Od ognjiča do ne vem kakih krem, vse zato, da se je vlažilo, do ne vem, od Gevolovih, vseh možnih sem probaval, ker so najprej rekli, samo naj bo koža skozi vlažna in mastna, da je to zaradi tega, pa ni čisto tako, ne. In je podobna tisti, ki nastane pri psoriazi. Podobna, zelo podobna. S tem je, bom rekel, dostopna za delovanje bakterij in virusov. Približno 6 do 7 kg je zdaj na mojem telesu in v mojem telesu bakterij in virusov. Vendar imam vojsko, ki se reče imunski sistem, ki zagotavlja mir. Se pravi, eni druge gledajo, ma se nič ne dogaja. Tudi na tem nivoju, ko je, bom rekel, koža na tak način poškodovana, je veliko več možnosti, da bo prišlo ne samo do okužbe na povrhnjici oziroma pod povrhnjico, temveč tudi na krvi. In s tem povezano se pa že zbudi alarm v našem telesu in postane, bom rekel, delovanje imunskega sistema drugačno, kot sicer. Ni samo pri njegovem primeru, tudi pri tistih, ki imajo psoriazo, je prva beseda, ki jo rečejo, to je prva krema, ki me ne peče. Ampak morate vedeti, da si oni, jaz sem obrezoval sadje včeraj, pa sem si poškodoval kožo, povrhnjico, tenka je, zelo tenka, moja koža, tako sem narejen. Kadar si nanesem kremo gor, zaustavim krvavenje. Kot da bi se zaustavilo. Ne vem, zakaj tako, ampak tako pravijo, hidratantna obrambna krema. In s tem namenom se zaustavi dotok bakterij v moj sistem, v moje telo. In potem od tam naprej začne, bom rekel, zdravljenje, če nanašam dovolj pogosto kremo na to bolelo mesto. Tukaj bi predstavila še eno opeklino za tisto silikonsko pištolo. Že 2 dni, ker je to mala ranica, se je že zapiralo in po 3 dneh ali 4 je pa že čisto se vse lepo zaprlo. Z mazanjem kreme in z uživanjem. Uroš, boš ti predstavil? To je bila ena rana, ki je nastala amputacija palca na desni nogi. Amputacija je prišla posledica, bom rekel, hudega in dolgotrajnega vnetja, približno 14 mesecev zdravljenja, ki pa ni bilo uspešno in je, bom rekel, posledica bila amputacija stopala. Mesec oziroma 33 dni uživanja Olajfa, sicer smo ga dozirali ne 70 ml, temveč 3x70 ml, smo prišli do rezultata, da se je, bom rekel, rana popolnoma zaprla in da je zadeva bila sanirana. Naprej. Imamo Filipa? Zaradi tega fanta, ki je danes med nami, Filip, te lahko povabim naprej. In njegov oče Dantes, Filip, to je stopalo tega fanta. In to sem hotel pokazati danes. Jaz se ti zahvaljujem, da si prišel in da si z nami, da nam poveš ti iz prve roke. Mogoče ga je slišati, če ne bom dal jaz tebi, da boš držal v roki, kar pridi sem bliže. Sem Filip in 4 leta nazaj
sem imel prometno nesrečo zelo hudo z motorjem. In ko sem prišel v bolnico, je bilo najprej vse v redu, lepo in prav. Imel sem odprto nogo na notranji strani stopala. Po kakšnem tednu je pa prišlo do infekcije stopala, se pravi, sem fasil okužbo. In za mojim hrbtom, bomo rekli, no, so zdravniki že moje starše opozarjali, da morajo priti v bolnico podpisati za amputacijo noge. V tem momentu, hvala mojemu tati, ki je danes tudi z nami, ki se je spoznala z Urožem, je Urož mu predstavil ta izdelek. In tata je rekel, kaj bomo provali, tako nimamo kaj izgubiti. In meni je tata ta izdelek prinesel v bolnico in sem ga pil. In rečemo v 2 tednih, ko bi mogel jaz iti na operacijo, ki je bilo že podpisano za amputacijo noge, ki je mama podpisala, so prišli zdravniki in niso mogli verjeti, da kako se je to rešilo, se je avtomatsko ta virus, ali kakorkoli se temu reče, se je skrčil. In ker sem imel jaz spodaj odprto nogo na stopali na vrhi, so zdravniki rekli, da je šlo skozi in skozi, v bistvu pa ni, se je ustavilo na določeni točki in so, hvala Bogu, tu zdravniki rešili. In jaz sem pač s tem nadaljeval pač s pitjem in je šlo vse lepo skozi, sicer s precej 10 operacijami, ampak noga se je poštimala v nulo. In če bo kdo želel, lahko tudi jaz pokažem stopalo, kakšno je in kakšno je bilo tlele na začetku, rečemo, zdravljenja. Filip, hvala lepa. Hvala, Res en aplavz za njega. Zaradi Filipa sem jaz danes tukaj in zaradi Filipa verjamem v Olive. Naslednje dekle, škodba z opeklino. Opeklina je nastala julija, mi smo prišli do te opekline šele 4. novembra zraven. Do 4. novembra je bila ta opeklina zelo živa, ta slika tega ne prikazuje, vendar je živo rdeče barve, je bila noga in pa bom rekel na dotik boleča. Začeli smo z aplikacijo hidratantne kreme Defense in sicer najprej na zelo majhnem delu poškodovane noge. Se je izkazalo, da jo ne peče, da jo srbi, sem rekel, nekaj aplicira čez celo rano in to je aplicirala približno 10-krat na dan. Vsakič, ko je šla na potrebo, vsakič je takrat tudi aplicirala to zadevo. Je iz Nove Gorice, tu čisto naši blizini živi, vendar ni uspela, da nas priti sem. Sanirali smo zadevo v 17 delovnih dneh, oziroma 17 dneh, kar je prej ni uspelo nikomur. Imamo psa, Barksa, je iz Huma doma, sicer švicarski berenski planšar. Njegova diagnoza je bila kila hrbtenjače. Zaradi kile hrbtenjače se je zgodila pareza zadnjih tac. S tem povezano je pes obstal na tleh in ni bil sposoben, da bi se gibal. Po približno mesecu dni uživanja Olive, pesu smo dali Olive na sredico kruha in usta in je primil. In je jedel vsak dan 60 ml Olive na sredici kruha. Po mesecu dni je bil tako gibljiv, po 5 mesecih je bil pa tako gibljiv. Hej, Barks. Gremo k Brianu. Gremo. Hej. Gremo. Vidite, da je žival aktivna, mislim, spet taka, kot ne bi bila. In s tem povezano, bom rekel, so nas te rezultati, ki so se dogajali v preteklosti 2021, 2020 pri Filipu, 2021 so nas navduševali. Ne samo, da so nas navduševali, temveč so nas bodrili, pejmo naprej, da je to zgodba, ki jo moramo širiti in pomagati tem našim sodelavcem, soprijateljem, tem bližnjim našim. In tako smo spoznali
počasi vlasto in tako smo vsi ena velika družina rateli s časoma. Zakaj s časoma? Namreč prve rezultate zaznamo približno po 30 dneh, po 90 dneh, že velike spremembe, po 180 dneh pa, bom rekel, kar človeka skoraj ne prepoznamo takega, kot je bil prej. Med nami so še številni drugi, ki pijejo, moja žena, moj sin Iris, Zdenko Mesarič, ki nas gosti danes tukaj. Če lahko tudi njega povabim, pa da bi tebe prosil še za tvojo, če smem. Hvala lepa. Izvoli, Zdenko. Okay, ja. V bistvu je mene Uroš spoznal to nekje oktobra 23, ja. Ker jaz pač sem transplantiran, imam transplantirano ledvico, pa ne verjamem glih v vse stvari, ne. In potem me en čas prepričaval in rekel, pa daj probaj si, da nič ne stane, ne. In potem, se kot dobro, pa bom probal. In sem jaz to začel piti, ne. Zdaj pa vemo, da pri transplantiranih ljudeh je najbolj odvisno ta kreatinin. To vemo, koliko nam ledvice delujejo, ne. In jaz sem zdaj po transplantaciji, sem ga imel ves čas tam 113 do 120, tam nekje se je gibal ta kreatinin, ne. In potem je rekel, pa daj pi, pa sem to začel piti in vem, da po njih 3 mesecih, 4 mesecih, ko sem imel kontrolo ponovno, sem jaz imel kreatinin 83, ne. Jaz sem rekel, kaj se je zgodilo zdaj. Mislim, res sem bil tisto, tudi zdravniki tam, ki so videli in potem sem jim povedal, da pač pijem sok iz oljčnih listov in to nisem nič kaj dosti razglabljal, ne. In potem naslednja kontrola, ki je bila, pa vem, da sem bil kar malo bolj aktiven, da to spet po 3 mesecih in takrat je prišel na 87. Zdaj sem imel spet kontrolo v januarju in jaz bil spet 93 bil zdaj, dobro. To je pač odvisno, koliko si en dan prej aktiven. Jaz bi moral dejansko 2 dni počivati, preden grem oddati kri za kontrolo, kako ledvica deluje, ne. Pa pridem gor, sem rekel, jaz sem bil v fitnessu včeraj, je rekel, pa veste, da ne bi smel, bom napisala, da ste bil zelo aktiven, tako da, če bo kreatinin poskočil gor, da bo rekli, vse je bil aktiven, ne. Tako da je še bilo vse v redu, tako da. In jaz vem, da meni je to ful psiho spremenilo, ne, ker pač vem, da ledvica deluje čisto normalno. Vemo pa, da je zgornja meja za vse zdrave ljudi je nekje do 104, ne. Tako da jaz sem zdaj izpod tiste zgornje meje, ker vi, ki imate svoje ledvice in vam deluje dobro. Tako da to bi bilo od mene. Hvala lepa, Zdenko. Hvala lepa. Bo še kdo podelil? Imamo še koga, ki je pripravljen kaj reči. Iris ima 2 službi. Olive je spoznala leta 2021, če se ne motim. Tudi jaz sem takrat njo spoznal zaradi moje tašče in mogoče tudi ti kaj rečeš, Iris, ne vem. A boš ti, Uroš, povedal tvojo izkušnjo še osebno, ali si ti imaš kakšno tudi? Jaz sem bil zdrav vedno in vedno bom ostal zdrav. Ne, ni bilo ravno tako. Leta 2020, 28. januar, ko sem dobil ta napitek v roke, je bil zgolj ena preizkušnja zame, ali lahko sploh kaj dosežem z njim. Namreč mene so pestile srčne težave. Namreč imel sem 88 puls v nočnem času in ta je bil previsok z vseh vidikov. In s tem povezano, bom rekel, sem pil zeolit, čisto ledvica, čisto jetra. Nisem vedel, kaj je vzrok. Verjetno je tudi možgani so bili krivi, stres, vse skupaj je pripomoglo k temu, da je moje srce bežalo na prevelike udarce. Približno po 2 steklenicah sem spal drugače. Zbudil sem se brez krčev, namreč prej sem vstajal s krči v nogah. Skozi sem jamral, da me noge bolijo. In puls je bil ob merjenju na 48 do 54 v nočnem času. Vztrajal sem do 17. aprila, ko sem spet si vzel še 6 steklenic in bom rekel, tam poskušal še Martinu dozirati 70 ml. Skupaj sva vztrajala do junija, konec junija je dobil Martin spričevalo in v tem spričevalu smo prišli do spoznanja, da je njegova mentalna sposobnost bistveno boljša. Njegov čas koncentracije je bil kar 4-krat daljši.
več kot 60 minut. Je bil sposoben opravljati eno in isto nalogo brez napak, kar pomeni, da je res začelo, bom rekel, delovati na možganih pri njemu. Jaz sem pa bil vedno mlajši. Vedno mlajši, zato ker nisem imel več krčev, drugačno kožo sem imel, lase so bili drugačni, energija je bila bistveno na višjem nivoju. Počasi je prišel Filip in to je bilo julij mesec, oziroma 3. julij, ko je oče Dantes prišel k meni in povedal, bom rekel, to novico, ki nas je oba, bom rekel, močno šokirala. Imel sem priliko, da sem poklical Valterja, mojega, tistega, ki me je seznanil z Olive napitkom. Kontaktirali smo znanstveni odbor v podjetju. V znanstvenem odboru predseduje dr. Wolfgang Kostler, ki je predsednik Onkološke zbornice Avstrije in pa podpredsednik Onkološke zbornice Nemčije v isti osebi. Torej, nekoga, ki res nekaj ve na področju rakavih oziroma hudih rakavih obolenj, ter nekoga, ki, bom rekel, se zaneseš na njega. V tem znanstvenem odboru sodeluje več kot 7 zdravnikov, 7 znanstvenikov in so, bom rekel, svetovali, da se poleg jodove terapije intravenozno, kako se reče, intravenozno je dobavil Filip še antibiotično terapijo, da vključimo še v njegovo zdravljenje še Olive napitek, in sicer razrečen v liter vode, 70 ml in 2 taki steklenici je oče Filipu nosil. Takrat, kadar se je to zgodilo, ta sprememba, ko, bom rekel, so tudi kirurgi opazili, da se res nekaj resnega odvija in da ta rana, bom rekel, izginja izpred njihovih oči, je nam postalo to v ponos, da lahko delimo in govorimo o tem napitku naprej. In s tem zvezi smo danes tukaj in s tem zvezi imam zapovedati o tem napitku toliko sam. Hvala. Uroš, hvala lepa. Mogoče kdo vpraša, ali je to zame ali ni, ne vem. Vemo pa, če kdo želi začeti, kaj predlagamo, da res, kot smo rekli, razstrupimo in očistimo telo v 3 mesecih, regeneracija in zaščita v 6. Če se odločimo za daljše, imamo lahko tudi popuste, ki jih podjetje ponuja, in kontaktiramo osebo, ki nas je povabila danes sem in nas je, če želimo začeti, kako lahko začnem, in nam tudi pove. Res je, pri zdravih ljudeh 0,7 na dan, en teden, če pa je učinek večji, nekaj časa, mesecev, pa so tudi rezultati boljši. Kako se drugače mi dobivamo? Vsak prvi torek smo na Zoomu, pa podelimo te koristne informacije, da je moč narave za več zdravja zagotovo. Jaz sem omenila še tudi na začetku, kako pomembno je zdrav življenjski slog. In mogoče samo še ta informacija, pa spet lahko povprašate. Imamo ženski krog zdravje skozi vse leto, namenjen je ženskam. Kaj nas čaka v skupini, tedenski izzivi za boljše počutje, koristni nasveti, podpora, motivacije, vodiče, knjižica, sodelovanje z gosti, strokovnjaki za zdravje, gibanje in mentalno ravnovesje. Lahko postanete tudi mi, ampak da moški ne bi bili prikrajšani, obstaja tudi moški krog, povezovanje in podpora, celostno zdravljenje in res spoštljiv odnos do sebe, do drugih in skupnosti, majhni pomembni koraki. In ne glede, ali smo že na tej poti do tega, ali smo šele začeli, tukaj je skupina, ki vas bo podprla. Mi želimo res dati tudi to podporo in izkoristiti moč narave, ampak tudi malo moramo sami narediti en korak naprej, da pride do neke spremembe. Midva sva obljubila, da bova kakšno urco predstavila to stvar. Jaz upam, da imate kakšno vprašanje.